Skrivnost dobrega starševstva ni v tem, da bi znali vzgajati brez napak, ampak v tem, da smo se sposobni soočati z lastnimi napakami, jih prepoznavati in se nenehno truditi za njihovo popravljanje. Knjigo priporočam v branje vsem, ki želijo nekaj več, pa ne nekaj več v smislu strokovnih znanj, ampak nekaj več odkrivanju skrivnosti dobrega starševstva. Ta skrivnost pa nikoli ni skrita v učenih znanstvenih knjigah, ampak je pravzaprav preprosta, dostopna vsem, ne glede na njihovo stopnjo izobrazbe. To sta očitno dojela tudi avtorja. Ob tem, ko poudarjata, da sta sicer prebrala zelo veliko strokovnih knjig, pa se še najbolj opirata na neizčrpno zakladnico modrosti, Sveto pismo. Vsem skupaj en lep dober večer, tudi v najinem imenu. Dober večer. In hvala lepa za to povabilo, za to zaupanje, da smeva biti danes tukaj z vami. Kot je bilo rečeno, bomo poskušali nekaj povedati v zvezi z temi, se pravi, stvarmi, ki so nam skupne, se pravi, z našimi odnosi, odkot prihajamo in kako to vpliva na naše življenje, na naše medsebojne odnose, seveda tudi nekaj iz najinega življenja, nekaj o tem, kako, kot rečemo pri nas, gradimo edinost oziroma gradimo ljubezen in zaupanje v družini, v zakonu, o tem tudi, kako, kot je rekla že gospa Natalija, o tej knjigi Otrokovo osebnost gradimo z ljubeznijo in zaupanjem in pa tudi nekaj o našem delu, o delu, ki sva ga zastavila v letu 2000 in to je delo na področju zakonci in družinami. Najprej se ponavadi malo predstaviva, poveva, kdo sva, odkot prihajava. Jaz zase povem, da sem nezakonski sin ene mame, ki je imela takrat, ko sem se jaz rodil, že 40 let in plus in se je na vasi, ker je bilo nekaj hiš, 5-6, odločila za to, da je darovala življenje, kljub temu, da takrat ni bilo tako moderno biti nezakonska mati, kot je to danes, a ne, danes je to čist nekaj vsakdanjega, takrat je bilo pa to mnogo težje in smo bili taki otroci imenovani pankrti in seveda te stvari oziroma take etikete ostanejo na tebi celo življenje in te spremljajo tako ali drugače in potem v danem trenutku se v taki obliki, v drugi obliki pokažejo. Skratka, jaz za svojo mladost in otroštvo lahko rečem, da sem ga preživel dokaj brezskrbno, čeprav brez očeta in ta odsotnost očeta mi je vedno manjkala, vedno me je pravzaprav spremljala. Še posebej potem, ko sem sam postal oče in ko je bilo treba poiskati neke vzorce ali neke modele, a veste, in teh modelov nikjer ni bilo. In seveda tudi v smislu tega, da sem mož, tudi tega modela moža ni bilo v mojem življenju, tako da to so ne take stvari, ki, bom rekel, kar zaznamujejo človeka in me spremljajo celo življenje. Študiral sem angleščino, nekaj časa delal v politiki, od leta 2000 pa, kot rečeno, delava skupaj z ženo na tem projektu, ki mu pravimo Družina in življenje. No, jaz sem se rodila kot drugi otrok v družini, 4 dekleta smo rasli skupaj z mamo in z očetom, kar se tega tiče, sem imela več sreče kot Dani. Je pa zanimivo, kako si v bistvu zbiramo te partnerje, ne. Je bila pa moja mama nezakonska, tako da pravi, da v 4 generacijah se nekako en tašen primanjkljaj nekako nadoknadi, se pravi, jaz sem bila druga in seveda si podeljujemo potem te, oziroma zdravimo te rane, ki jih prineseva skupaj v to najno novo skupnost, ne. In to izkušava vedno znova in tudi vidiva, kako dejansko ta princip iskanja primernih partnerjev s kompatibilnimi ranami dejansko deluje, ne. Tudi pri svojih otrokih vidiva, naprimer ta drugi sin se je poročil z ženo, ki je tudi nezakonska, pa nas smo bile 4 dekleta, prvi sin ima ženo iz družine, kjer so 4 dekleta, tako da je tako zanimivo opazovati potem, kako se ta dinamika v družini pelje naprej. Sicer pa sem študirala medicino, 20 let delala v zdravstvu kot specialist splošne medicine. Tako, od leta 2000 pa delava skupaj na tem projektu Družina in življenje. Kaj povej?
Ja, ko sva se spoznala, sva bila še študenta in tudi, ko sva se poročila, sva bila še študenta. Še mlada. Ja, to je bil en takšen lep avgustovski dan. Ni nas bilo veliko na poroki, tako da... Dan je tisto sred. Jaz sem tisto sred. Jaz pravim, da meni hrana korist, ne gre v nič. Potem v najino srečo, se pravimo, je prvi vstop v Benjamin, potem so sledili Timotej, Tobija in Ana Marija. Pa niso več takšni. Že dolg ne. So bolj tem podobni. Ja. No, Benjamin je poročen, zdaj ima ženo Sašo, Timotej je poročen, ima ženo Barbaro. Tobi zaenkrat še ni poročen, pa bi se rad letos poročil. Ana Marija še ni tega oznanila, bomo še malo počakali. Sicer pa naša družina raste, čez dalje več nas je, hvala Bogu. Takole so pa tile naši biserčki. Prva vnukinja Neža od prvega sina Benjamina. Takole se vidi, da je ena takšna ta prava cvetka, ne? Zelo zanimiva. Če koga mi že rekla? Didi Dani bučnice, imaš bučnice? Bučnice ima rada. No, tole je od drugega sina, Elizabeta. Tukaj se vidi, kdo se rad crkla. To je tudi Elizabeta. No, pri prvem sinu so dobili potem še Evo, ta je zdaj stara 5 mesecev in pol. Tole so 2 sestrici skupaj. Evo, tako. No, pa še enega dojenčka pričakujemo letos, tako pravijo, ne? Dobro, sicer pa, gledajte, naši otroci rastejo in doraščajo v tej realnosti, kot je tlele približno napisana. Pridite spredaj, še prosto. Torej, naši otroci pač nekje rastejo v tej realnosti, to je naša realnost v Sloveniji, a ne? Nismo znani samo potem, da smo zelo pridni, domiselni, delovni, kreativni, a ne? Ampak tudi potem, da smo recimo na zadnjem mestu v Evropski skupnosti po številu rojstev, čeprav se zadnja leta malo izboljšuje, da smo po številu otrok rojenih v izvenzakonski skupnosti, mislim, da na prvem mestu v Sloveniji. Torej, kot sem že rekel, takrat je bilo to malo težje, ko sem bil jaz nezakonski, danes je to vsakdanjost, ne? Ampak če mislijo mene prepričati, da je vseeno, ali otrok živi pri mami, ali očetu, ali pri obeh, so se zmotili, mene težko prepričajo, nemogoče. Jaz sem imel lastno izkustvo, pa vem, da temu ni tako, da je ta vrzel prevelika in premočna. Potem po samomorih smo v vrhu, po alkoholizmu, po splavih in tako dalje in tako dalje. Skratka, teh pokazateljev negativnih je veliko, vendar to je naša realnost, v tem se gibljamo in smo. Da. No, sicer pa je bilo že na začetku rečeno, da je najino življenje zelo, zelo zaznamovala knjiga knjig oziroma svetopismo, s katerim sva se vsak po svoje srečevala in se srečujeva še danes, a ne? Svetopismo pač jemljemo kot tisti priročnik oziroma tisto, bi se reklo, tisto navodilo za uporabo, navodilo za življenje. Bogdan Žorž je bil prej omenjen in njegov citat je enkrat takole povedal, ko sem ga vprašal, namreč imel eno tako predavanje, ki ga je povzel po svetopisemskem odlomku in potem sem ga jaz enkrat pri kosilu tisti dan vprašal, a potem vi, gospod Žorž, trdite, da je skoraj vse, kar je v Svetem pismu napisano, oziroma ne, skoraj vse, kar sodobna psihologija in psihoterapija ugotovi, že zapisano v Svetem pismu. Je rekel, ne skoraj, vse. Vse, kar potrebujemo za medsebojne odnose, kar potrebujemo za vzgojo otrok, vse je napisano v Svetem pismu, samo brati ga je treba na prav način, pa tistega avtorja, ki je obenem tudi prevajalec, je treba prositi za pomoč, da ti razodene določene skrivnosti, ki jih je sicer Svetopismo polno. No, to je pa ta avtor je Sveti Duh, ja, in tudi prevajalec, ja. Ja, Svetopismo govori veliko o tem, kaj je, in če smo danes lahko rečemo, da smo kar v eni taki čudni temi, Ta tema je pravzaprav tema zmedenosti. Spomnim se, da je Einstein nekoč rekel, značilnost današnjega časa je popolnost sredstev ob zmedenosti ciljev. Mislim, da je imel možakar zelo prav, Sredstva so že skoraj popolna, cilji so pa zelo, zelo zmedeni, kar neka tema vlada znotraj teh ciljev in znotraj te zmede in mislim, da potrebujemo močno luč, da nam posveti na pravo pot in to je Božja beseda. No, tudi jaz sem prepričana, da prav ta Božja beseda nekako
res vstopa v naša življenja tam, kjer je potrebno in tudi na takšen način, da je primeren za nas, seveda, če smo odprti in če ji dajemo prostor v svojem življenju. Jaz sem to srečanje z Božjo besedo čisto na poseben način doživela kot študentka. Zanimivo mi je to, da sem sicer živela v katoliški družini, da smo redno hodili z sakramentom, tudi potem pri študentskem verouku smo prebirali Božjo besedo, sem jaz se nekako nisem razumela. Nisem imela nikoli kaj povedati o tem. Ni mi govorila. No, potem je pa mene in mojo sestro, s katero smo skupaj študirali v Ljubljani, obe na medicini, naju je povabil na eno seminar o izpopolnjevanju vere in takrat so se meni začele stvari odpirati na popolnoma nov način. Bilo je govora o Božji ljubezni, o tem, zakaj je Jezus sploh umrl, zakaj je sploh prišel na svet in tako, kot da slišim prvič. No in tam smo imeli tudi za domačo nalogo, da vsak dan preberemo en majhen odlomek iz Svetega pisma in jaz se spomnim, kako sem sedela v tisti majhni študentski sobici en večer ob prebiranju tega odlomka. In bilo je tole iz Jeremija, ki imate gor napisano, z večno ljubeznijo te ljubim. Jaz sem takrat prvič doživela, da je ta Božja beseda ni nekaj, kar je napisano pred ne vem koliko 1000 leti in nekaj zgodovinskega, ampak da je napisano iz ljubezni za mene, za tisti dan. Točno za mojo osebnost, takšno, kakršna sem bila. Bila sem pa zelo, zelo slabe samopodobe, da sem bila dekle plaha, nisem se upala pristopiti, ne vem, še k svojim kolegom, k dijakom, že v gimnaziji in tako. Zelo sem bila plašna. S sestro, s katero sva skupaj živeli v tisti majhni sobici, smo se redno vsak dan kregali, tako da moje krščanstvo je bilo tako nekje zelo v oblakih. Čeprav smo vedeli, da to ni dobro, ampak si nismo znali pomagati. In ko je meni tale beseda spregovorila, sem bila jaz najprej zelo presenečena, da sploh mene ima lahko kdo rad, takšno, kakršna sem. In takrat sem razumela, da je Božja beseda ljubezensko pismo, napisano za mene osebno. In takrat sem se odločila, da to Božjo besedo postavim v središče svojega življenja oziroma da povabim Jezusa kot tistega, ki naj vodi od takrat naprej moje življenje, ki naj me usmerja, ki naj me po Svetem duhu spreminja in zdravi. Vse to, kar pač jaz sem. In takrat so se mi res zgodile stvari, take bistvene stvari v življenju, za katere sem videla, da ni bil to moj vpliv, ampak vpliv Boga. In to je ta, da sem razumela Božjo besedo, od takrat naprej sem vsak dan, ne samo, da sem hlastala sem za njo, se pravi, vsak dan sem komaj čakala, da jo berem, da jo proučujem. Potem začela sem se družiti z ljudmi okrog in jim govoriti, kaj je Bog naredil v mojem življenju. Ni mi bilo več narodno pristopati k drugim. In tretja, kar je bilo tako zelo konkretna stvar, s to sestro se nismo nikoli več kregale. Lani tudi tvoja mami, veš, Davida. Moja nečakinja je tam. In od takrat naprej se ti ni narodil, ne? In od takrat naprej se pravi, se nama ni bilo treba več kregati. Vedela sem, da je Gospod naredil ene spremembe v mojem življenju, za katere nisem imela jaz sama zasluge. No in tudi Božja beseda je takrat postala, jaz temu rečem, prioriteta, kar pomeni, da sem ji vsak dan namenila določen del dneva. Zaradi tega sem se jaz pač ob 5. zjutraj vstala namesto ob 6, preden sem šla v službo. Se pravi, je bila potrebna tudi ena žrtev, ampak jaz brez tega nisem mogla več živeti. Meni je bil tisti najlepši del dneva, sedeti ob Jezusovih nogah in seveda njemu prepodvati vse to, kar se je v meni nabralo vsako jutro. Jaz imam že od nekdaj ta problem, da se vsako jutro zbudim s celim kupom skrbi in ne vem kakšnih negativnih misli in tako. In pač vsako jutro to pred Gospoda položim. In potem berem njegovo besedo kot njegov odgovor na to mojo situacijo, kot njegov, to, da ga jaz njega poslušam. No? In meni je vedno največji čudež to, da mi spregovori po tisti besedi, ki jo pač tisti dan preberem. Ne iščem jo, berem tisto, zdaj trenutno berem besedo, ki se bere pri Sveti maši, se pravi, ki jo bere cel katoliški svet. In točno po tisti besedi meni spregovori za mene. Mislim, to je meni največji čudež. Kako Bog ve, kaj se meni dogaja, ne? Jasno, da ve, ne? No in avtoriteta mi je pa v tem smislu, da je tudi verjamem.
da je verjamem, da je to napisano za mene in da poskušam tisto, kar me uči, vnašati v življenje. Jaz verjamem, da je to doživljenjski proces, zato Bog ima veliko dela z mano, očitno sem zelo trdoglava, ker že 30 let dela veliko stvari, pa prav dani, da ja, on je največji dokaz za to, ja. Ker mora vse to prenašati. Bog je jaz. Ja, Bog. Ja. No, gledajte, v zvezi s tem, kako sem se pa jaz srečal s Svetim pismom, je pa tudi ena posebna zgodba, ne? Tudi jaz sem bil vzgojen v veri, tudi jaz sem recimo hodil k maši in tako naprej. V srednji šoli vem, da smo poskušali brati Sveto pismo, pa nikoli nisem razumel, zakaj gre, ampak se je pa enkrat zgodilo in to v vojski. Namreč 2 meseca predtem sem jaz šel v vojsko in seveda poslali so me v vojsko v Ohrid, ne, to je na drug konc sveta. In 2 meseca predtem smo vidva začela hoditi kot fant in dekle, čeprav smo se že prej poznala kar nekaj let, ampak ni pa iskrica preskočila. Takrat pa je, ne. Ampak potem so mene poslali v vojsko in seveda, ko prideš ti v vojsko, tisti, ki so bili v jugovojski, vejo, kaj to pomeni, a ne, so mene začeli moji se pravi, vojaki so borci malo zafrkavati, ne, ker je pošta vsak dan prihajala. Čekaj, Slovenac, sad ti piše za 2 meseca, ne, če više, ne. Pač so mislili, da se bo ta ljubezen kar ohladila, ne, ampak se ni ohladila. Na njihovo začudenje so bila njena pisma postajala po 2 mesecih samo debelejša in skoraj gostejša, ne. Nikakor jim ni šlo račun, ko je ova luda žena, da, ne, komaj so čakali, da pride, da jo bo videli, kakšna je, ne. In seveda, to se je tudi zgodilo. Ampak zanimivo je bilo to, da ko so meni, kaj se je dogajalo? Vilma je bila takrat na tistem seminarju in na tistem seminarju je začelo govoriti Sveto pismo. In ko se je njej začelo razodevati ta Božja beseda, ko je njej spregovorila na oseben način, si je ona želela isto svoje doživetje podeliti z menoj. Ker je vedela, da v jugovojski Svetega pisma ne smem imeti, lahko sem imel kakršnokoli šunt literaturo, če hočete, karkoli, a ne, nikakor pa ne Sveto pismo. To je bil pa eden najhujših grehov, ne? Se pravi, če so te zalotili Sveto pismo, tako je raport, zapor in si bil gotov, ne? Seveda, ona je potem začela meni na roko prepisovati odlomke iz Svetega pisma. Pa mi je pisala, kaj sem imel, kakšen psalm prepisala, kakšno Pavlovo pismo, kakšen evangelski odlomek in tako naprej. Tako da jaz rečem, da se je v mojem, kaj je že tistem, med mojimi pismi začelo nabirati tudi Sveto pismo, napisano z njeno roko, ne? Na poseben način. Zato jaz rečem, da sem v vojski dobil dvojno dozo tega ljubezenskega pisma. Če je Vilma rekla, da je Sveto pismo, ljubezensko pismo bogat človeku, jaz sem dobil dvojno dozo. Očitno sem jo zelo rabo takrat, ne? In poglejte, takrat se je meni tudi začelo dogajati, da mi je začela Božja beseda govoriti na poseben način. Prvi takšen tekst, ki mi je spregovoril, ki sem ga razumel osebno, je bil to, ko je napisano: ne, človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih usta, ne. To je bila taka prva misel, ki me je res zadela, ker sem prav razumel, da če jaz želim telesno preživeti, ne, takrat še nisem toliko jedel, ne, sem bil še bolj tak, ne, pa vendarle se vidi izpriloženo, ja. Takrat recimo, to je žena naredila svoje, njena kuhinja, tako. Po kuharcih imajo vse za 4 recepte, mi da so ali pa same. In ona za 4 kuhala, jaz pa za 3 jedom. No, in poglejte, to se je zgodilo, namreč, da sem jaz potem s to besedo začel tako razmišljati. Vse res človek za telo nekaj uživa. Za dušo tudi kaj narediš, a ne, greš na kakšen koncert, kakšno knjigo prebereš, greš v hribe ali kaj takšnega, greš v naravo, doživiš neko tako stvar za dušo, ne, za dušo. Kaj pa za duha? A ne? Za duha pa človek potrebuje nekaj drugega, eno drugo hrano. In sem takrat spoznal, da to je pa Božja beseda. In ta Božja beseda seveda se je takrat na nek način vzpostavila z nama, a ne, tako kot je rekel Cantalamessa, pravi, Sveto pismo je zakrament, ki se sliši. Zanimivo, ne? Čudovita misel, zakrament, ki se sliši, ne? In poglejte, ta Božja beseda je najo spremljena potem tudi, ko smo se poročila in ves čas, sploh pa je bila zelo, zelo močno prisotna v najinih prvih letih zakona. Mislim, da sva lahko prav Božji besedi hvaležna, da sva midva danes tukaj, da sva skupaj, da živiva skupaj, da se prenašava, kot je rekla Vilma, da na nek način ustrajava drug ob drugem, da se brusiva, piliva in tako naprej, še vedno, ne, po 32 letih, ne. Glejte, prva taka misel, ki je nama bila skupna in ki nama je veliko pomenila, vzela sva jo kar za moto svojega življenja v tistem prvem času, je bila misel iz Efežanov, kjer pravi Pavel: če se jezite, nikar ne grešite.
in naj sonce ne zaide nad vašo jezo. To je bila za naju ena taka čudovita misel, namreč mi so to tako razumela. Če sva se danes skregala, kar ni bilo tako redko, ne? Če sva se danes skregala, potem ne smeva danes zaspati, da se ne bi spravila med seboj. Se pravi, današnji dan ne smeva zatisniti očesa, da ne poravnava tega spora, da ne zgladiva tega spora med sabo. Se pravi, ne smeva nesti to rano, to prizadetost, to bolečino v jutrišnji dan, ker če neseva to bolečino v jutrišnji dan, se jutri ne bova gledala več takšna, kot v resnici sva, ampak se bova gledala skozi prizmo te rane, te bolečine, te prizadetosti. Skozi to se bova gledala in to je tako, kot bi imel sončna očala. Če imaš pa ti ena sončna očala, že slabše vidiš. Če jih imaš 10, pa nič več ne vidiš. Zato je tako pomembno, da sproti rešujemo spore, da pravzaprav tiste zagrenjenosti, bolečine, prizadetosti, ki jih doživljamo, da sproti razčistimo, da ne nosimo to s seboj kot nek rukzak, kot neko breme, s katerim potem na nek način res nismo več svobodni. Je to breme, ki nas obtežuje in seveda ki človeka, ki ga gledamo, ki nas je slučajno prizadel, vidimo v drugačni luči, ne takšnega kot je, se pravi, ga vidimo obarvanega skozi tisto bolečino. Zato, mislim, včasih je trajalo najno spravljanje do 2, 3, 4, 5 zjutraj, ne celo noč, je bilo vmes in solze, in joka, se pravi, in tudi mulo smo kuhala, sva jo pojedla, tepla se nisva, kakorkoli že, v glavnem včasih je dolgo trajalo, ker sva oba trmasta, in potem se je le zgodilo. Tako. To je bilo nekaj o tem najnem srečanju s Božjo besedo, ki je, kot rečeno, zaznamovala najno življenje in ki je verjetno tudi pogojevala, da sva se midva v letu 2000 odločila in sva šla na to pot in sva torej pustila za seboj tisto, kar je bilo za nami, tisto prejšnjo življenje, službe. Vilma pravi, da je šla iz kurative, sedaj samo še v preventivo, Ja, in seveda sva zdaj na tem projektu, ki mu pravimo Družina in življenje. No, Družina in življenje pa je to društvo, ki zdaj že kar nekaj let, mislim, da 10. leto mu teče, ki smo ga pač ustanovili s pomočjo mednarodne organizacije Family Life. Family Life je pa ena ekumenska mednarodna organizacija, s katero sva midva posredno sodelovala že prejšnja leta, a ne pa nikoli kot študenta sva se srečala s to organizacijo preko našega kaplana, ki nam je to organizacijo predstavil. In seveda z njimi sva že kar nekaj časa tako koketirala, bi se reklo, ampak do leta 2000 pač ni preskočila iskrica, v letu 2000 pa sva se odločila in sva šla na to pot. Oni so nam pomagali, dali so nam licenco, da uporabljamo njihove materiale, njihove pristope, njihove načine, njihov know-how, bi se reklo, in sva potem to poslovenila, ne samo jezikovno, tudi kulturološko poslovenila določene stvari, to se še vedno dela, in poskušala najprej začeti z zakonskimi skupinami. Zakonske skupine, ki sva jih začela po tem programu, program Družina in življenje, sva najprej vodila sama kar nekaj let, potem pa je pa to preraslo v neko drugo obliko in ta druga oblika je, da zakonske skupine danes, kolikor jih je, mislim, da jih je več kot 100 v Sloveniji, 100-110 v Sloveniji, delujejo v vseh škofijah, delujejo v glavnem na župnijskem nivoju, pa tudi medžupnijske zakonske skupine so, srečujejo se v glavnem na nevtralnem terenu ljudi. Srečanje zakonske skupine traja 2 uri, enkrat na mesec. Mi rečemo, da je to okolje, zakonska skupina je okolje ali življenjska učilnica, v kateri se učimo svoje, pravzaprav učimo se in brusimo in drugemu pomagamo, se spodbujamo, si kažemo pot, pravzaprav si pomagamo razreševati določene stvari, ki se nam zgodijo. Starejši pari tudi pomagajo mlajšim, mlajši recimo se res imajo česa naučiti, pa tudi mi se mnogokrat učimo od mlajših parov kakšne stvari, tako da smo prav veseli, da te zakonske skupine se tako prijemljajo in se očitno kaže res velika potreba po zakonskih skupinah v Sloveniji. Povsod, kamor pridemo, so ljudje pripravljeni iti v zakonsko skupino, pripravljeni ustanoviti zakonsko skupino. Značilno za te zakonske skupine je, da jih vodimo zakonci sami. Duhovnik je zaželjeno, res zaželjeno, da je prisoten kot duhovni asistent, ne kot voditelj, ne kot organizator, ne kot tisti, ki je za vse odgovoren, ki vse vabi, pripravlja, organizira in tako naprej. Ne. Mi ne želimo duhovnika obremenjevati, duhovniku želimo na nek način želimo njegovo prisotnost. Rečemo, da kadar se zakonci zaplezamo v kakšne teološke pa kakšne, bi rekel, svetopisemske debate,
pa ne znamo ven, takrat smo veseli, da je duhovnik z nami in nam pomaga z izkušnjami in seveda svojim znanjem. Ne? Zakonske skupine pač delajo po programu, za vsak, pravzaprav imamo 5-6 letnikov tega programa že narejenega. Vsi ti programi so utemeljeni na, bi rekel, na svetopisemskih načelih, na teh večnih načelih zapisanih v Svetem pismu, so pa res tako narejeni, da nagovarjajo nas osebno. Moramo pa delati, ne? Se pravi, zakonska skupina ni debatni krožek, kamor greš enkrat na mesec za 2 uri in potem greš domov pa pozabiš, ne? Ampak je zakonska skupina kraj, kjer te spodbudi k razmišljanju in potem se šele začne, ko je konec srečanja, midva začneva pravzaprav delati. Ne? In tisto najno delo pač nekaj imenujemo domača naloga, imamo tudi zares domačo nalogo na podlagi nekega prejšnjega, se pravi tistega programa, tiste lekcije. Potem imamo tudi tako imenovan obvezni mesečni randi, mi rečemo, obvezni mesečni zmenek, se pravi, mož in žena morata najti čas zase. Mož in žena si morata vzeti vsaj 1 uro ali 2 na mesec, brez otrok, brez prijateljev, brez staršev, skratka sama. Ali gresta na sprehod, ali gresta recimo, kaj smo v kino, ali gresta kamorkoli, skratka, da sama doživita. Ali si pa doma naredita romantično večerjo, tako je. Kakorkoli že, skratka, mož in žena sta dolžna nekaj delati na tem svojem odnosu, na gradnji te medsebojne edinosti. No, potem so pa še naši seminarji za zakonce, ki jih organiziramo tudi v Sloveniji, ponavadi pa 3 na leto. To so temeljni seminarji, s katerimi v bistvu vabimo zakonce. Rečemo seminarji, sicer bi lahko jim rekli tudi duhovne vaje. Razlika pa je ta, da jih res vodimo zakonci. Se pravi, govorimo iz svojih lastnih izkušenj. Vedno pa so prisotni tudi duhovniki za svetomašo, za spoved, za možnost spovedi. In na teh seminarjih je res od petka popoldne do nedelje popoldne, se nas kar zbere okrog 50-60 parov, na Debelem Rtiču imamo zdaj največkrat, ker je zelo lepo okolje. No in tam imamo 8 nagovorov in po vsakem nagovoru imata zakonce čas za sebe, se pravi, ni pa skupinskih debat. Tam tudi, s tem tudi večkrat pritegnemo kakšne možje, ki pravimo, ne bo ti treba čisto nič govoriti. Ne? To je največja bojazen, mnogo mož, ne? Da ne pridejo. Če pa obljubimo, da no treba nič govoriti, razen svojo ženo, pa se da marsikega prepričati. No? Tako da, ampak koliko so pa enkrat tam, pa ni noben žal, da je prišel. Ne? Tako da se mi zdi, da res ti seminari so res tako pripravljeni, da delujejo na vseh 3 nivojih, se pravi in za telo, in za dušo, in za duha. In mnogi so res nekako doživeli tudi eno spremembo v svojem odnosu, zaživijo na novo, no? Se spet nekako ponovno poiščejo in najdejo. In mnogi tudi tam doživijo resen dotik Boga na nov način. Tako da mnoga življenja se spreminjajo po tem seminarju. Največji dokaz pa so nama najstniki. Ko pridejo ti starši domov, smo veliko že potem slišali komentarje od najstnikov, naša dva, ta stara dva sta se čisto spremenila. In potem pa je tudi vabijo, ne, pa pravijo, to smo dobila pismo, v pismu natančno opisano, ne, kako so reagirali doma najstniki, pa da so s kolegico, pa so se pa prijateljice med sabo, pa je ta druga soseda rekla, pa moram pa še jaz svoje 2 poslati. In to otroci čutijo, ne, da je doma veliko bolj prijetno, da se drugače pogovarjajo, da sta drugačna. Ne? In to se mi zdi, da je največje tudi zadoščenje za naše delo. In največja investicija je vlaganje v večnost, se pravi v otroke in v to, kako v bistvu oblikujemo mi svoj značaj in otroci. In tega sigurno delamo za večnost. No in potem imamo tako imenovane duhovne tedne za družino. To organiziramo vsako leto, zdaj že kar 6-7 let zapored v Veržeju. Tam seveda imajo pač prostorske kapacitete malo omejene, tako da nas se lahko zbere okrog 30 parov in vsako leto ne 30 parov, 30 družin. A ne, v dopoldanskem času imamo starši pogovor o vzgoji, tako da je vzgoja rdeča nit našega srečevanja. Otroci imajo pa neke vrste... Na seminarjih govorimo o medsebojnem odnosu, mož-žena, dočim na tem duhovnem tednu za družino govorimo pa o vzgoji, o starševstvu. Ne?
se pravi, starši govorimo o tem v svojih delavnicah, otroci imajo pa neke vrste oratorij, neko prilagojeno obliko oratorija, popoldnevi so pa prosti, tako da lahko grejo cela družina ali na kopanje, kolesarjenje, na kakšen izlet ali kaj podobnega. Skratka, da res družina tudi aktivno preživlja svoj dopust in svoje počitnice skupaj. Zvečer se pa zopet zberemo po večerji, otroci imajo še malo igre, mi starši se pa učimo branja Božje besede. To je pa tudi ena taka rdeča nit vsako leto, da se učimo, kako pristopiti k Svetemu pismu, kako ga odpreti in si potem te izkušnje. Vsako leto pač beremo eno knjigo, smo brali Tesaloničane prvo, pa Filipljane, Efežane in tako naprej. Tako, vsak dan imamo svetomašo, otroci imajo eno svojo svetomašo, ki jo sami organizirajo, sami pripravijo, mi starši imamo pa vsak dan tudi svojo svetomašo. Tako. No, potem izdajamo to glasilo, tamle si boste lahko vzeli zadnje 3 številke glasila, še imamo na voljo, to je zadnja številka glasila, ki je zdaj pred kratkim izšla, tako da to je tudi ena taka stvar, 4-krat na leto izide to glasilo, zdaj mislim, da že preko 3000 domov v Sloveniji obišče. In tukaj pišemo, bi rekel, zakonci sami, amaterji, noben profesionalc, tako da so taki, bi rekel, članki preprosti, zgovorni, vedno pa pripravimo tudi kakšen intervju s kakšno znano osebnostjo. V tem glasilu je intervju z patrom Markom Ivanom Rupnikom, tako da kdor bo želel to prebrati, boste lahko to dobili, je na voljo za vsakogar. Potem je še tole, kar je bilo že prej, se pravi, usposabljamo voditeljske pare za vodenje zakonskih skupin, to je tudi posebno delo, skratka, da se pari nekje usposobijo za to, da lahko nekje to vodijo, potem usposabljamo pričevalske pare, da lahko pričujejo tokole okrog po Sloveniji, po raznih skupinah ali pa župnijah ali pa v kakšnih drugih okoljih. Potem organiziramo enodnevna srečanja, romarske pohode. V mesecu juniju vas vabimo, kdor želi, 5. junija, če se ne motim, je sobota, se bomo šli na Golico gledati narcise. Tako da kdor bo želel, tukaj zadaj je program, si lahko grejo družine, to so take lažji pohodi, ponavadi imamo tudi takrat mašo tisti dan skupaj in potem še družabno srečanje, tako da tako lepa doživetja, ki so. To je nekaj o delovanju tega našega društva. Sicer pa še nekaj misli o odnosu. Poglejte, pravimo, da je človek odnosno bitje, kajti ustvarjen je po Božji podobi. V Svetem pismu, v prvem pismu, se pravi v prvi Mojzesovi knjigi, prvo poglavje pravi, naredimo človeka po svoji podobi. Bog je rekel, naredimo človeka po svoji podobi. Se pravi, v Bogu so 3 osebe, množina, Oče, Sin in Sveti Duh, zato naredimo. In potem piše, kot moža in ženo ju je ustvaril, po Božji podobi in kot moža in ženo. Ne moža in moža, kot bi nekateri danes hoteli, ali pa ženo in ženo, ampak kot moža in ženo ju je ustvaril. In midva sva bila ustvarjeni po Božji podobi zato, da bi odsevala, da bi bila odsev Božje podobe najprej svojim otrokom in tistim bližnjim, potem pa vsem drugim, katerim sva poslana ali pa katere nam Bog pošilja na pot. Se pravi, če se mi pogledamo v ogledalo nisem jaz, v ogledalo je samo moj odsev, jaz sem tukaj, v ogledalo je samo moj odsev. To se pravi, mi nismo bogovi, mi nismo Bog, ampak smo lahko pa odsev Boga, če med nami bi rekel, vlada edinost, če med nami vlada ljubezen, popolno sprejemanje, podarjanje, tako kot je to v Sveti Trojici. Zato smo ustvarjeni po Božji besedi. Odkar je greh prišel na svet, je to vse skupaj zelo težko. Je pa ta podoba, trudimo vedno znova. Je pa ta podoba porušena, tako je. No, sicer pa je temeljni odnos v družini odnos med možem in ženo in midva pač praviva, da je vsak odnos nekaj živega, da se spreminja, je tako kot živo bitje, če je pa nekaj živo, je pa podvrženo tako ali rasti ali umiranju. Se pravi, če želimo pa neko živo bitje, da dobro raste, da dobro uspeva, ga moramo pa negovati. Vemo, kaj se zgodi z vrtom, če ga ne obdelujemo, marsikaj raste, samo ne tisto, kar bi mi radi. Raste zev in plevel in tako naprej, ne raste pa tisto, kar bi mi si želeli. Tako da, če želimo, da v najnem odnosu raste tisto, bi se reklo, odnos zaupanja, ljubezni, medsebojne predanosti in edinosti, potem moramo za to skrbeti in ta odnos negovati. In gradnja odnosa je pa nekaj zahtevnega, je težko delo, je naporno delo,
to ni kar tako samo po sebi nič ne rata, a ne? Tudi nobena hiša se ne zgradi brez muke, a ne? Tudi nobena stvar se ne naredi brez muke, tako tudi odnos ne more zaživeti brez enega napora in prizadevanja obeh, tako moža kot žene. Nekdo je rekel, poročiti se je lahko, ostati poročen je težje, ostati celo življenje srečno poročen pa je prava umetnost. No in mi želimo, da bi se učili te prave umetnosti, ki ji rečemo potem življenje v dvoje oziroma življenje v zakonu. Takale so pa pričakovanja. Če se dva poročita, je pričakovanje tako. Mož pravi, sedaj smo poročena, ona je moja in sedaj se lahko posvetim drugim rečem. Delo, gradnja, šport, hobi in tako naprej. Takšno je pač moško stališče ali pa moški pogled recimo na vso stvar. Dočim, ko žena gleda na stvari popolnoma drugače, ona misli, sedaj dobro, smo začeli najin odnos, gradila bova najino družino, najina ljubezen bo rasla, ampak marsikdaj se zgodi, da v bistvu ti dve pričakovanji pač nista v nekem sozvočju in potem se začnejo stvari krhati. Ne? Torej, treba se res veliko pogovarjati, treba je zares delati na to, da odnos raste.